Živijo, sem Matjaž Šerkezi, alpinistični inštruktor gorskega reševanja. Danes vam bomo pokazali, kako izbrati pravilno obutev za sredogorje, visokogorje in pa za vsak dan. Čevlji za vsakdanjo rabo, grob podplat, torzijsko stabilni, predvsem pa lahki in pa udobni. Se pravi, da se počutimo čim bolje. Novejši modeli imajo pa tudi možnost vezovanja s tem quick laceom, kar je še ena prednost, saj se nam na ta način čevlji ne bodo odvezali. Za lažje planinske ture lahko izberemo pol visoke čevlje ali pa takšne nizke. Pomembno pri izbiri čevljev za sredogorje, lažje planinske ture je, da imajo torzijsko stabilen podplat, dober, kvaliteten, robusten, tukaj zaščito za prste v primeru, da se udarimo v skalo, vezalke, ki so elastične in ko jih enkrat zavežemo, se tudi ne odvežejo večkrat in nam pa dobro fiksirajo nogo. Potem pomemben je tudi notranji uložek, ki se stopalo dobro prilega in s tem tudi preprečuje poškodbe. In predvsem, da so iz materialov, ki so vodotesni, se pravi ne prepuščajo vode in s tem ohranjajo naše noge suhe. In že smo pri čevljih za visokogorje, za resnejše ture, ki morajo biti obvezno visoki. S tem imamo zaščitene gležnje pred možnosti zvinem ali pa pred morebitnim padajočim kamenjem, ko se gibamo po meliščih. Podplat mora biti tok, trden, se pravi, da je naš korak stabilen, sploh če imamo mokro skalo, na kateri drsi. Tukaj je obvezna zaščita za prste. Lahko so iz naravnih ali umetnih materialov, vsekakor pa ne bodo vodotesni, se pravi, da naše noge ostanejo suhe. Pri obutvi za visokogorje so pomembne te 2-3 zakovice, preko katerih se čevelj lahko dobro zaveže. Kako, vam bomo pokazali v nadaljevanju. Kako torej pravilno zavezati čevlje? Se pravi, vezalke v spodnjem delu zategnemo, jih speljamo preko teh dveh spodnjih zakovic, tukaj preko zakovice na jeziku, s tem onemogočimo, da se bi jezik premikal med samo hojo, potem pa gredo čez te dve zgornji zakovici, tukaj se naredi prvi del vozla, se vrnemo v spodnje in tukaj zaključimo z mašnjo. S tem smo skrajšali vezalke, da niso predolge in se med samo hojo nam ne bi zatikale v skale. Vezalke med spodnjo in zgornjo zakovico se vlečejo med sabo, preprečujejo razvezovanje, hkrati pa smo s tem dobro stabilizirali gleženj. Pri izbiri obutve je seveda pomembna tudi pravilna velikost čevlja. Čevelj v celoti razvežemo, nogo porinemo čisto naprej, tako da se s prsti dotikamo sprednjega dela čevlja in potem z dvema prstoma zmerimo, ali je prave velikosti. Se pravi, če dva prsta gresta med nogo, peto in pa čevlji, je to prava velikost. Če je čevelj prevelik, se nam sezuva, če je pa premajhen, imamo pa težave z nohti, predvsem pri sestopih. Pomembna je pa tudi širina čevlja, kar pa izbere vsak posameznik sam. Enim ustrezajo širši čevlji, drugim ožji. Lahko se odpravimo na turo.